Pozdravljeni, sem Anca in danes vam bom predstavila svojo raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv valovne dolžine na kaljenje na področju biologije in fizike. Pri raziskovalni nalogi sem se odločila, da bom s pomočjo eksperimentov in sodobne tehnologije raziskovala vpliv različnih valovnih dolžin na kaljenje posameznih semen. Pri tem sem želela izvedeti, pod katero svetlobo bo semen najbolje kalilo. Zato raziskovalno nalogo sem se odločila, saj me že nekdaj zanimalo, če bojo pod drugimi svetlobami semena boljše kalila. Pred raziskovanjem pa sem si zastavila še 3 hipoteze, ki so se glasile tako. Prva hipoteza, pod zeleno svetlobo bo manjša kalivost. Druga hipoteza, bela svetloba bo zagotovila boljšo kaljivost, ter tretja hipoteza, bela in vijolična svetloba bosta imeli zelo podobne rezultate. Pred eksperimentom pa smo se morali spoznati tudi s teorijo. V knjigah in na spletu smo se poučili o vidnem spektru in katere barve ga sestavljajo. Potem smo se podrobneje spoznali z biokemijskim procesom fotosintezo. Spoznali smo tudi proces kalitve semen in poučili smo se tudi o pomembnih informacijah o vrtni kreši. Po opravljenem preučevanju literature smo izdelali 5 enakih lesenih rastlinjakov, ki so bili oviti v zeleno zaščitno mrežo. Zraven pa smo izdelali še 5 enakih lesenih poličk, na katere smo pritrdili pravilno vezane na napajalnik RGB luči. Te rastlinjake smo postavili v temen prostor, med njih smo postavili izolirne plošče, postavili luči na prvi nivo količkov v rastlinjakih ter jih priključili v električno mrežje. Na zunanjih ploskvah rastlinjakov smo nato še pritrdili stiropor. Vsak rastlinjak je imel svojo svetlobo, v prvem je bila zelena, v drugem vijolična, v tretjem modra, v četrtem rdeča ter v zadnjem bela. V te rastlinjake smo nato postavili majhne krožničke z vato, na katere smo posejali semena vrtne kreše. Dodali smo jim 40 ml vode. Nato smo rastlinjake z stiroporjem pokrili. Serije meritev so trajale po 1 teden, zato smo pustili semena, da kalijo 2 dni, nato smo izmerili njihovo povprečno velikost ter jih zalili z 50 ml vode. Naslednjo meritev smo opravili po 3 dneh, torej smo izmerili njihovo povprečno velikost ter semenom dodali 40 ml vode. Zadnjo, oziroma tretjo meritev smo pa opravili še po 2 dneh in ker je minil 1 teden, smo semena odstranili in posejali nova. Cel postopek smo ponovno ponovili v 1 tednu, dokler nismo znova zamenjali semen in ponovili z njimi še celoten poskus. Torej, eksperiment smo opravili 3-krat. Po opravljenem eksperimentu smo pregledali vse višine in prišli smo do rezultatov. Pod zeleno svetlobo je kreša dosegla povprečno velikost 6 cm, pod vijolično svetlobo je dosegla povprečno velikost 3,8 cm, v naslednjem rastlinjaku z modro svetlobo je znašala krešina povprečno velikost 5,1 cm, pod rdečo svetlobo je bila njena povprečna velikost 6,3 cm, ter v zadnjem rastlinjaku z belo svetlobo
pa je kreša dosegla 4,4 cm. Po pregledu vseh rezultatov smo tako prišli do ugotovitev. Najboljše je kreša kalila pod rdečo svetlobo, kar nas je zelo presenetilo, saj smo predvidevali, da bo kreša kalila najboljše pod belo, vendar se je tudi to izkazalo za napačno trditev. Torej, bela in vijolična svetloba sta zagotavljali zelo slabo kalitev. Takoj za rdečo svetlobo pa je bil tudi zeleni spekter, ki nas je tudi zelo presenetil, saj bi v teoriji morala rastlina pod zeleno svetlobo najslabše kaliti. Na podlagi ugotovitev smo tako obrgli prvo hipotezo, pod zeleno svetlobo bo najmanjša kaljivost, saj se je izkazalo, da pod zeleno svetlobo zelo dobro kreša kali. Obrgli smo prav tako drugo hipotezo, bela svetloba bo zagotovila najboljšo kaljivost, ki se je izkazala tudi za napačno, saj je zelo slabo kalila. Tretjo hipotezo, bela in vijolična svetloba boste imeli zelo podobne rezultate, pa smo le deloma potrdili, saj je res, da sta obe zelo slabo zagotavljali kalitev, vendar je bila med njima razlika za 0,6 cm. Za konec bi še povedala nekaj o družbeni odgovornosti. V zadnjih letih število prebivalcev raste in tudi ozračje je vedno bolj onesnaženo, zato se lahko v prihodnosti zgodi, da bomo v pomanjkanju nekaterih pridelkov, kot so sadje in zelenjava. Zato bi radi za to raziskovalno nalogo opozorili na razvijanje znanosti tudi v tej smeri, saj je gojenje rastlin na takšen način vedno bolj priljubljen. Hvala za vaš